Lepo pozdravljeni. Po dolgem času smo spet skupaj in lepo je spet biti v vaši družbi. Današnja kronika tedna bo praznično obarvana, pa ne le zaradi velikonočnih praznikov. Dom starejših viharnik v Kranjski Gori je te dni praznoval 3. rojstni dan in kot boste videli, je bilo zelo veselo. Te dni praznujemo velikonočne praznike. Z njimi se kristjani po vsem svetu spominjajo trpljenja Jezusa Kristusa in njegovega vstajenja od mrtvih. Velika noč prinaša luč upanja, ki je v današnjih časih še kako pomembno. Z veliko nočjo so povezani številni običaji in kulinarika. Mize so se te dni šibile pod težo velikonočnih dobrot, med katerimi niso manjkale okusne potice, šunke, hren in pirhi. Slednji so ponekod prava umetniška dela, izraz tradicije in odraz pokrajine, kjer so nastali. Otroci se razveselijo velikonočnega zajca in lova na pirhe, ena od priljubljenih iger na velikonočni ponedeljek pa je bilo nekdaj sekanje pirhov. Velikonočne praznike dandanes marsikdo izkoristi za krajše počitnice. Med priljubljenimi destinacijami za praznični oddih je tudi Kranjska Gora, zato smo preverili, kakšen je obisk Zgornjesavske doline v teh dneh. Po napovedi naših hotelirjev bodo njihovi hoteli zasedeni med 60 in 80 odstotkov preko velikonočnih praznikov. Največ gostov prihaja pa iz Italije in Nemčije. No, sicer se najbrž že pripravljate na prvomajske počitnice, pa potem tudi na poletje. Kako potekajo te priprave? Pripravljamo se predvsem na organizacijo prireditev preko letošnjega poletja. Pričenjamo v bistvu konec maja z dnevi Alpske konvencije in potem preko celega poletja različne prireditve na trgu, pred cerkvijo in tudi v dvorani Vitranc. Od velikonočnih pa k še enemu prazniku. Dom viharnik v Kranjski Gori je praznoval 3. rojstni dan. Kot se za praznovanje spodobi, se je tudi ob rojstnem dnevu viharnika pelo in plesalo, manjkala ni niti praznična torta. Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, da bi zdrav vesel, lepe pesmi pel. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pač vrgoli. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pač vrgoli. Življenje v domu viharnik je zelo pestro. Varovanci doma svoj čas izkoristijo za različne aktivnosti. Veste kako, jaz nisem tista, ko bi šla v en kot pa klepetala bla bla bla, ne? Ampak vzamem pletenje, pa pletem. Tle sem že za bazar delala lutke, za prejšnji bazar, tako da dolg čas meni nikoli ni. Nikoli v življenju meni ni bilo dolg čas. Razne aktivnosti so, tisk lahko se jih udeležuje, je kar v redu. Mi se pa malo bolj okoli vozimo, ne moramo nič migati. Telovadba recimo, ali pa če je kaj za pomagati, za pospravljati ali pa kaj takega. Perilo ronati ali pa kaj takega. To rada delam, nekaj da se dela. Utrip je vedno bolj živahen. Mogoče je to plod spoznavanja in pa seveda tudi željo vseh, da nam je enostavno življenje prijetno, zabavno in da se imamo fajn. Najlepša hvala in pa še obilo uspešnih let. Hvala tudi vam. Super. Dom zelo dobro diha tudi s krajem. Mi smo tudi ponosni, da imamo tako kvaliteten, tako obiskan, pa tako zaželen dom v naši občini. Kot vidite, je tudi na izredno lepi poziciji. V bistvu zasedeni so 100% in to je znak, da je pač vse, kar so
imeli v načrtih tudi uresničeno, mi jih podpiramo in tudi še naprej želimo dobro sodelovanje z njimi. Kot je povedala direktorica doma, so s prehojenimi 3 leti zelo zadovoljni, a njihova vizija, da postanejo najboljši dom s kakovostno oskrbo, zadovoljnimi stanovalci in uspešnim sodelovanjem z okoljem, kjer se dom nahaja, ostaja. Če želimo slediti viziji, bomo kar nekaj še delali na tem in na odnosih, na stanovalcih, predvsem pa na njihovem preživljanju prostega časa. So še kakšne stvari, ki bi jih v tem trenutku najbolj potrebovali? Ne vem, mogoče prva stvar, ki jo bomo uredili, je neka tabla, kjer bo prepoznan dom Viharnik pred vhodom, da točno ljudje vejo, kje se nahajamo. V domu so pretežno nastanjeni občani Kranjske Gore, nekaj pa jih prihaja tudi iz drugih slovenskih krajev. Želja občine je, da bi bil dom čim bolj dostopen za občane Kranjske Gore. Ker samo tako bomo lahko pač nekako tudi mi v starosti preživljali te dni v svojem kraju. Upam, da pač bo tudi v to smer vodstvo doma šlo, da bi pač imeli prednostno nastanjene občane občine Kranjska Gora, vkolikor pa pač ostane prostor, pa seveda tudi druga. V kulturnem programu, ki so ga pripravili ob rojstnem dnevu Viharnika, ni manjkalo smeha, za kar so poskrbeli vaški klepetulji Mina in Franca ter zabaven obisk s Primorske. Ja, čau, Kristina. Ja, čau. Ma kako si? Ja, dobar, pa ti? Ma bene, lej, jaz sem čisto v redu in to. Ma lej. Ja, nas odlično. A vidiš, ma, koliko cajta se mi dve niso videle? Nazadnje so se videli v Ljubljani, na tismo testu za inteligenco. Točno, test za inteligenco. Kakšen je bil rezultat? Po mojem, da mi je šlo odličen, test je bil negativen. Ben je, pol si že zmagala, vidiš. Ma dve smo tudi prišli danes. Ja, da ne boste mislili, me dve so klepetulje, ampak malo pa diploma varže to, zato niso brez diplome. Ja. Pomlad so v dom prinesli otroci iz Kranjskogorskega vrtca. Sinička se je usedla gor na drobno vejico in je zapela vsa vesela, ci do. Oj, kaj ti boješ, pička moja, pisem to lepo. Ko naše zunaj zima, ci do. Marsikoga pa so zasrbele pete ob nastopu plesne skupine Arizona. Tudi brez harmonike ni šlo. Meh je raztegnil Jaka Keran iz Mojstrane in poskrbel za slavnostno vzdušje ob rezanju torte. Direktorici doma je na pomoč priskočil Joško Selak, ki je tako kot drugi užival v raznolikem programu. Kako vam je bil kaj všeč program? Ja, v redu je bilo, vsak let je boljši. Kaj vam je bil pa najbolj všeč? Ja, najbolj so otroci z vrtca. Pa upokojenci, ki imajo približno isti nazor. Vi radi pojete? Včasih sem, zdaj pa glasno dopušča. Enkratno, od tamalih naprej vsi. In tistele dveh so danes tako fleten pripovedovale. Super, kot da sta igralke. Lepo, da imamo, nekako se nam duša, ker smo srečni. Poln presenečenj je bila. Kaj vam je bilo pa najbolj všeč? Pevski zbor. In ta mali, ki so peli. Otroci veliko naredijo svojega,
tistega značaja, tista dobrota, ki jo imajo. Kaj pa torta? Ste jo kaj pokusili? Dober. Da bi bilo čim več dobre volje in optimizma, ki jo je bilo zaznati o praznovanju rojstnega dne v domu Viharnik, prisotnih tudi ostale dni. V razstavnem prostoru Liznikove domačije sta se tako srečali sedanjost in preteklost. Obiskovalci namreč lahko občudujejo tako prte, ki so jih spretne roke ženaj deklet izdelovale nekoč, kot sodobne mojstrovine. Značilnosti starejših prtov so predvsem te, da so bili vezeni motivi običajno postavljeni na sredino, prevladujejo pa cvetlični motivi. V sredini so izvezene Jezusove inicialke IHS ali pa jagnje. Pogosto so gospodinje za vezenje uporabljale volno. Na novejših prtih so motivi bolj pestri, od piščančkov, zajčkov do pirhov in različnega cvetja. Poleg vezenja so nekateri prti okrašeni tudi s čudovitimi klekljanimi čipkami. Mojstrovine članic društev iz Rateč, Podkorena, Kranjske Gore, Gozda Martuljka in Zdovjega lahko občudujete do 10. maja. Čeprav smo že pošteno zakorakali v pomlad, nekateri še niso postavili smuči v kot. Zadnjo marčevsko nedeljo potekal tradicionalni Mihov smuk. Ja, Mihov smuk je dobil ime po znanem alpinistu pa gorskem reševalcu, kasneje med vojno partizanu Mihu Arihu iz Podkorena doma. Po vojni so pa v njegov spomin, ker je med vojno tragično preminil, začeli lokalni planinci organizirati ta smuk. Tudi koča pod Vršičem se imenuje po njem. Prvi smuk je bil menda že leta 1947, tako da je leto že 68 let, odkar se organizira. Zdaj izveden ni bil ravno vsako leto, točno podatkov, kolikrat je bil, nimamo, ampak teče pa ta tekmovanje že 68 let. Najbrž je odvisno od količine snega, ki ostane v tem času. V glavnem od tega, ja, od začetka je bil Mihov smuk organiziran z Vršiča pa do Doline. Na začetku so tekmovali tako, da so vsi tekmovalci naenkrat štartali z Vršiča, pač zmagal je pa tisti, ki je bil prvi v Dolini. No, zdaj v zadnjih časih imamo pa pač merjenje elektronsko, ki nam ga upravlja Timing Mojstrana, za kar se mu na tem mestu še enkrat zahvaljujemo. Mihov smuk, ki ga organizirata Planinsko društvo Kranjska Gora in GRS Kranjska Gora, v zadnjih letih poteka izpred koče v Krnici do spominskega obeležja v Malem Tamarju. Letošnjega smuka se je udeležilo 56 tekmovalk in tekmovalcev, ki so nastopili v 4 ženskih in 5 moških kategorijah. Zmagovalci so postali tisti, ki so imeli najboljši čas. Ne glede na to pa je glavni namen Mihovega smuka predvsem druženje. Tam se srečajo planinci, reševalci, smučarji, športniki, ostali simpatizerji, tako da večina ljudi, ki prihaja na ta Mihov smuk, je tam že kar nekaj let in v glavnem se vsi kar radi vračajo na to tekmovanje. Imajo pa tudi kar nekaj podmladka. Ja, seveda, vsako leto se ga udeležijo tudi številni otroci, predvsem otroci starejših udeležencev, pa tudi tekmovalci iz Alpskega smučarskega kluba iz Kranjske Gore in ostali. Priprave na smuk se začnejo že dan prej, ko med drugim poteka tudi Pasovčev večer. Ponavadi se na prejšnji dan popoldne odpravimo proti Krnici, takrat tudi pripravimo progo za tekmovanje, če je karkoli nevarna mesta, nekoliko zaščitimo. Letos smo tudi na nekaterih mestih morali nametati malo snega, ker je bilo res že v zadnjem momentu. No, zvečer pa potem v koči v Krnici poteka Pasovčev večer, to je prijateljsko srečanje. Pač ljudi, ki organizirajo ta Mihov smuk in Pasovčev večer.
Vsak udeleženec pasovčega večera se pa mora izkazati tudi z eno literarno stvaritvijo, kakšno pesemco, prispevek v obliki proze, v glavnem tako, da je potem tudi izbor najboljšega prispevka in zmagovalec potem naslednji dan dobi tudi posebno nagrado. Mora pa tudi seveda prevoziti Mihov smuk s smučmi. Mihov smuk je torej edinstvena kombinacija kulture in športa, kot včasih na olimpijskih igrah, še dodaja Andrej Robič. Poglejmo še, kam se lahko odpravite prihodnji teden. V prostorih Društva upokojencev Jesenice bo v torek ob 17. predavanje z naslovom Refleksoterapevtska samopomoč. Predavala bo refleksoterapevtka Nada Tomazin-Dokl. V sredo bo v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Spodnjem Plavžu na Jesenicah potekala delavnica z naslovom Izdelaj si sam spletno stran. Delavnica bo potekala med 10. in 13:30 uro, vodil pa jo bo Blaž Branc. Delavnica je brezplačna, zaželeno pa je, da udeleženci s seboj prinesejo svoje prenosnike. V petek ob 18. bo na Ljudski univerzi na Jesenicah predavanje z naslovom S fesom na soški fronti. O bošnjakih, ki so postali strah in trepet italijanskih vojakov, vas bo seznanil dr. Ahmed Pašič. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava bo v soboto potekala čistilna akcija. Začela se bo ob 8. Zbori udeležencev pa bodo pri otroškem igrišču na Kočni, na nogometnem igrišču na Lipcah ter na parkirišču ob pokopališču na Blejski Dobravi. Udeleženci naj seboj prinesejo rokavice, grablje in motike. Vrečke za smeti pa bodo dobili na zbornih mestih. To je bilo vse v današnji kroniki tedna. Želim vam prijeten preostanek velikonočnih praznikov, uspešen skok v nov, nekoliko krajši delovni teden in se vidimo spet prihodnji teden.